Danes v Pomurskem dnevniku. Projekt želijo speljati zaradi profita. Festival ulične kulinarike. Življenje je izgubila 23-letna motoristka. Maribor žaluje. Vreme jutri sprva sončno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. O odločitvi Geoenerga, da bo plin z Murske depresije prodajal na Hrvaško, smo govorili z okoljevarstvenikom in doktorjem kemijske tehnike Mihaelom Kasašem, enim največjih nasprotnikov gradnje plinske postaje v Petišovcih. Kasaš pojasnjuje, da so v vrtini narejeni leta 2011 postopek hidravličnega lomljenja oziroma zloglasnega frakinga že izvedli. Plin je tako že nekaj časa pripravljen na črpanje in izkoriščenje. Da bi ga lahko distribuirali v omrežje, pa ga morajo prečistiti. Tukaj v Petišovcih imamo čistilno napravo za plin, ampak je zastarela, nesodobna in bi radi zgradili novo, sodobnejšo, zmogljivejšo. In to smo okoljevarstveniki nekako preprečili. Lokalno prebivalstvo ima z načinom dela ter informiranja strani izvajalcev zelo slabe izkušnje. Delavci za seboj puščajo nesnago, krajani pa niti ne vedo, kaj se dogaja pod njihovimi domovi. Pred 3 meseci smo tudi prijavili en incident, ko je na mestu ene stare vrtine v dolini, pač ne vemo, če so oni bili ali niso oni bili, pač na tistem mestu so se začele drevesa posušiti, tako da najbrž je kaj ven priteklo in so se pač drevesa začela posušiti. Gre se za princip dela, ki nam ni všeč, kjer se premalo gleda na okolje. Na vprašanje, kako gledajo domačini na to, da bodo sedaj plin čistili na Hrvaškem, odgovarja, da Ja, to je edina logična poteza, ko pač vložiš toliko denarja, se upiraš na vse možne načine, da bi to nekako še speljal, da bi imel kaki dobiček, da bi zmanjšal minus, po domače rečeno. Fajn bi bilo še plus narediti, profit narediti, ampak ne vem, ljudje smo in izmišljamo si vse mogoče načine, da bi svoje interese dosegli. Lokalno prebivalstvo je v veliki meri proti. Pri prečiščevanju plina nastajajo namreč škodljivi stranski produkti. To je največje žveplo, ampak vsaj žveplo niti ni tak problem. Vse ostalo je večji problem. Potem z plinom pride CO2 tudi, kar znamo, da je toplogredni plin in vsi drugi plini še. V glavnem ne želimo takšne tehnologije tukaj. Tukaj bi radi turizem in pa kmetijstvo, ekološko kmetijstvo poudarjali, tako da to dvoje pa mislim, da ne gre skupaj. Na preprečitev izgradnje postaje Kasaš ne gleda kot na dosežek. Dosežek bo po njegovih besedah takrat, ko bodo vsi ljudje prišli do spoznanja, da ne potrebujejo teh fosilnih goriv, saj so alternativni viri goriv, ki jih lahko uporabljamo. Letos je tudi Murska Sobota končno dobila svoj festival ulične kulinarike, imenovan Sočna vilica, ki poteka vsak drug petek na Slovenski ulici in ponuja nekaj drugačnega in svežega. Kaj nas še čaka do konca sezone in kako so zadovoljni organizatorji do zdaj, nam bo povedal Bojan Kar iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Torej, sezona kulinaričnih dogodkov na Slovenski ulici je nekje na polovici. Kako ste zadovoljni z dosedanjimi izvedbami? Ja, res je. Mi smo z festivalom ulične kulinarike Sočna vilica pričeli meseca maja, zaključili bomo meseca septembra. Do sedaj smo izvedli 4 uspešno izvedene Sočne vilice. Ena je bila na žalost odpovedana zaradi slabega vremena. Jutri je pa potem 5. po vrsti, do konca nas pa čaka še 4. Z samo izvedbo smo mi smo zadovoljni, predvsem pa si nekako upamo oziroma želimo, da so tudi zadovoljni naši obiskovalci. Torej, že jutri nas čaka nova Sočna vilica, ki pa bo tokrat, lahko rečemo, malo posebna. Zakaj? Ja, jutri je začetek olimpijskih iger, se pravi, eden največjih mednarodnih športnih, kulturnih dogodkov. Tudi Murska Sobota bo jutri obarvana mednarodno.
Jutrišnja tematika Sočne vilice je mednarodna, se pravi, čaka nas bogata ponudba hrane iz Južne Amerike, iz Mehike, prav tako arabska kuhinja in pa ponudba iz Evrope. Hotel Diana iz Murske Sobote bo tako pripravil grško kuhinjo. Zanimiva oziroma pestra bo tudi ponudba pijače. Ja, tudi v tej zgodbi mednarodne ponudbe hrane, mednarodne tematike bo tudi ponudba pijače takšna. Imeli bomo na izbiro možnost češkega, nemškega in hrvaškega piva. Za nekje za uravnoteženost celotne ponudbe bo pa poskrbel vinar, domači vinar, vinska klet Marof, ki bo ponudil pristno, dobro goričko vina. Torej do konca sezone še 4 sočne vilice. Kakšna tematika bo pa na tistih sočnih vilicah? Naslednja sočna vilica, ki bo čez 14 dni, se pravi, to bo 19. avgusta, bo z tematiko na kolesih. Vse, kar se lahko pripelje na kolesih, kar se dela na kolesih, bo tukaj v Murski Soboti. Z nami bodo tako naši že preizkušeni flying smokerji, ki pripravljajo izvrstne reberca v svojem dimniku. Potem bo z nami tudi tovornjaček Fairfooda in pa še kakšna druga skrivnost se bo potem razkrila na samem dogodku. V mesecu septembru so potem še 3 sočne vilice. Zanimivo bo po moje ta, ki bo nekje na sredini meseca septembra, ko bomo dali priložnost mladim kuharjem, tistim še neuveljavljenim kuharjem, se pravi tisti, ki nekje še ne nastopajo v prvih vrstah, ki bodo tudi v sodelovanju z Srednjo šolo za gostinstvo, z izradencev in z njihovimi kuharji pripravljali izvrstne jedilnike. Konec meseca septembra, 30. septembra je pa veliki finale, ko želimo povabiti vse tisto, kar je bilo najboljše na sočni vilici, na še en zaključni, enkraten dogodek. Ta kulinarični dogodek na Slovenski ulici se je zdaj že lahko rečemo dobro prijel. Torej je verjetno v načrtu tudi prihodnje leto. Naša želja predvsem v tem trenutku je, da letošnje dogodke izvedemo tako, kot smo si zamislili, da jih Sobočanci, da jih potem obiskovalci Pomurja vzamejo za svoje. Seveda jih bomo drugo leto še razširili, ideje mnogo, pustimo se presenetiti. Najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in seveda uspešno izvedene sočne vilice. Hvala lepa. Ponovno moramo poročati o tragični prometni nesreči, ki se je danes zjutraj zgodila v Satohovcih, v kateri je življenje izgubila komaj 23-letna motoristka. Kot nam je povedala Suzana Ravš, tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota, je to bila že 5. smrtna žrtev letos na pomurskih cestah. Poglejmo izjavo. Z ogledom kraja prometne nesreče smo policisti ugotovili, da se je 56-letna voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri naselja Satohovci v smeri Murska Sobota. V križišču za naselje Krog je zapeljala v križišče naravnost čez prednostno cesto in izsilila prednost 23-letni voznici motornega kolesa, ki je z motornim kolesom trčila v prednja leva vrata osebnega avtomobila. Voznica motornega kolesa je bila z reševalnim vozilom odpeljana v splošno bolnišnico Murska Sobota. Malo pred 10. uro smo bili obveščeni, da je udeleženka prometne nesreče za posledicami umrla. Še vedno pa je Maribor po tragični prometni nesreči, v kateri sta življenje izgubila 2 nogometaša NK Maribor, tretji pa se še bori v Mariborskem kliničnem centru Uvid v Črniro. Pred današnjo tekmo proti Aberdeenu se bosta ekipi umrlima poklonili z minuto molka. Igralci obeh moštev bodo na tekmi nosili žalne trakove. Sožalja klubu prihajajo od vsepovsod, tudi od največjih domačih in tujih tekmecev. Žalostna vest je šokirala vse, še najbolj pa soigralce in trenerja kluba, ki so se umrlima mladeničema poklonili na kraju prometne nesreče. Objeti in s svečami v rokah so se na prizorišče tragične prometne nesreče včeraj vrnili soigralci preminulih nogometašev. Prižgali so sveče in položili navijaški šal. Slovo je grenko. Kot da ne bi verjeli, kaj se je zgodilo, strmijo v sveče. Solz ne skriva nihče. Še vedno v šoku ne zmorejo spregovoriti. Ob cesti tuhtajo, kaj je šlo narobe. A pomirjujočega pojasnila ni. Pred 5 minutami še treniraš, pa se z njimi pogovarjaš. Mi smo bili z njimi skupaj. Vsaka beseda je zato pretežka. V klubu so se zavili v molk, odpovedali so novinarsko konferenco pred tekmo, uradni trening so zaprli za javnost. Le črna zastava sporoča, da je čas žalovanja. Maribor je uvit v črnino. Tragedija zelo velika, to vemo.
vsi Mariborčani, pa vsi navijači Maribora. Dakle, moram reči, da je velika tragedija za mariborski nogomet in še večja pa za slovenski nogomet. Viole, ki so na dan tragične nesreče praznovale 27. obletnico nastanka, se bodo umrlima nogometašema poklonile s transparenti in mirnim navijanjem. Lepše, če bi šli naprej, tako bi se poklonili. Lepo mi je bilo recimo od Aberdeena, da so nam poslali sporočilo, da žalujejo. Od navijačev NK Olimpije smo dobili tudi iz cele Slovenije. Sožalje dežujejo od vse povsod, a tako kot sledi na cesti, bo bolečina ostala še lep čas. Vsako življenje je dragoceno, sploh pa taki mladi ljudje. Komaj so začeli živeti, pa žal. A Mariborčanom ne ostane drugega kot upati, da se taka tragedija več ne bo ponovila. Spletni medij sobotainfo.com poroča, da najhitreje rastoče drevo na svetu gojijo tudi v Pomurju. Če vas zanima več o tem, kje ga najdete in za kakšno drevo gre, si preberite na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo vse pogostejše. Kakšno vreme nas torej čaka v prihodnjih dneh, pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen in vroč dan s temperaturami okoli 32 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 22 stopinj, v Murski Soboti 23 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo sprva oblačno, ob morju bo že dopoldne zapihal jugo. Popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo vse pogostejše. Krajevno bodo možni močnejši nalivi, toča in sunki vetra. Zapihal bo jugozahodnik, proti večeru pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 17 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 27 stopinj Celzija. Občasne padavine, sprva tudi nevihte, se bodo nadaljevale v noč na soboto. Do sobote zjutraj bo dež že večinoma ponehal. Tudi drugod se bo delno zjasnilo, a bo občasno še bolj oblačno. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Hladneje bo. V nedeljo bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V vzhodnih krajih bo še pihal veter severnih smeri. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 14 stopinj Celzija, popoldan pa se bodo gibale med 24 in 28 stopinjami Celzija. Toliko smo vam torej pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.